Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Danes sem se odpravil za ene 2 urci na to kolesarsko stezo ob Soči, da se malo umaknem v senco pred to hudo vročino in da vam pokažem, kako mi je razpokal zadnji obroč. Ta teden smo imeli pa res vročinski val, vsak dan 36 stopinj, tako da popoldan ni bilo druge, kakor da sem se zatekel tukaj na to kolesarsko stezo. Bil sem na njej v torek in v petek, ostale dni sem pa kar počival. Tako kakor pa vidim zdaj med vikendom, je dopoldan na kolesarski stezi še sonce, ampak za popoldanske treninge je bila pa odlična. Kdor me je spremljal na Stravi, je videl, da sem se vozil 4-krat gor in dol po kolesarski stezi, dokler se mi ni nabralo 50 km. To je bil edini način v tej popoldanski vročini, da sem se maknil malo tle v senco, kjer je kakšnih 5 stopinj manj, pa še vodni vir imaš ob poti. Obe progi sta bili popolnoma enaki, bom obe objavil tudi v opis videa, pa tudi to današnjo, ko bom šel še malo dlje naprej po njej, bom objavil od spodaj. Zaradi spleta okoliščin sem se na pot odpravil šele ob 9, ko je bilo že 26 stopinj Celzija. Napoved kaže, da bo do 11:30, potem čez dan pa vse tja do 36 stopinj. Na koncu kolesarske steze sem prišel v naselje Plave. Tukaj bom ostal kar na stranski cesti, pa grem še malo naprej, recimo do kanala. V taki vročini je res najbolj pametno, če se umakneš v senco. Če pa se že greš voziti, pa moraš obvezno paziti na hidracijo in pa na zaščitno opremo, da ne bi slučajno dobil kakšnega vročinskega udara ali pa sončarice. Pri vožnji v vročini opažam tudi, da imam dosti višje pulze. Zato se dejansko izogibam vožnji v takih pogojih in ta teden bo eden redkih, ko nisem izpolnil svojega cilja 220 km. Včasih moraš tudi malo počivati in dati kolo na stran, ne škodi popolnoma nič. Da ne bi prišlo do dehidracije, jaz izbiram take proge, kjer vem, da imam vodne vire. Saj sem opazil, da je moja poraba poleti tudi 2 bidona na uro. To pomeni, da si moraš obvezno vmes nekje dotočiti vodo. Na tej kratki 50-kilometrski trasi sem koristil kar 4 različne vodne vire. V glavnem toliko je pip na tej trasi, da bi lahko šel od doma z enim praznim bidonom in vseeno ne bi dehidriral. Zaradi povišanih pulzov pa rajši izbiram bolj ravninske proge. Klanci sicer so super, če jih imaš v kakšnih gozdovih, da so senčni, ampak jaz se klancev zdaj izogibam zaradi tega svojega zadnjega obroča, ki mi je razpokal. Zadnji obroč mi je že enkrat počel in takrat sem dobil novega, ker je bil še v garanciji, ampak zdaj, ko je razpokal drugič, se pa garancija ne podaljšuje več. Vozim bolj na easy, da ne bi prišlo še do kakšnih večjih poškodb, da mi ne bi počela še kakšna špica, da se mi ne bi kaj zgodilo na kakšnem spustu, pač tako, neke take strahove imam. Čakajte, zdaj sem tle prišel ven na sonce, se bom ustavil pa vam pokažem, za kakšne razpoke gre. Evo, tako imam take razpoke pri vsaki drugi špici, okrog in okrog obroča. Ni videti kaj hudega. In tudi serviser pravi, da ima obroč dvojno dno, tako da ni neke panike. Ampak seveda tukaj se špice uničujejo, razpoke postajajo zmeraj večje. Pri vožnji v klanec slišim tako rahlo škrtanje. Tako da to moramo zamenjati. Zdaj sem prišel do kanala, prečkal reko Sočo in nadaljujem pot ob njenem levem bregu še do Avč. Po tovarniški deklaraciji ima Škoda Dikt 20 maksimalno obremenitev 120 kg. Jaz vem, da sem se prvo leto sigurno vozil na meji, ker sem imel 100 plus kil in plus teža kolesa in vse opreme, ampak zdaj zadnje leto pa malo bolj pazim,
Tako da dan zjutraj, ko sem stopil na vago, je bilo 97 in mislim, da ne dosegam tiste maksimalne obremenitve kolesa, kljub temu pa je obroč popustil. Obroči so pri takem kolesu gotovo šibkejši člen. In jaz moram povedati, da tega kolesa nisem nič kaj divje vozil. Sem bil kar previden in nežen z njim. Zato je edini logični zaključek, če pač teža ni problem, da je obroč razpokal zaradi moje silne moči pri izpeljevanju. Je pa res, da se včasih zgodi kakšna udarna jama, jašek, delov na cesti, ki ga spregledaš, ali pa se mu ne moreš izogniti. In takrat lahko zadnja guma prbije v luknjo, da te kar srce zaboli. Jaz sem naročil DT Swiss, ki pa je, da bi bil boljši od Synchrosa. Bomo videli. Niti ne vem, kakšna bo cena, tako da bom to povedal v priliki v enem od naslednjih vlogov. Zdaj se vračam že nazaj po isti poti mimo Salonita in potem na kolesarsko stezo do Nove Gorice. Zadnji teden avgusta je, izkoriste še preostanek teh počitnic, kolikor se le da. Jaz vam želim varno vožnjo, čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.